projekta v zgodovini naše države. Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško. To nikakor ne pomeni, da je to zdaj že dokončna odločitev, da bomo JEK2 imeli, a je pomemben korak k temu, da bomo energetsko neodvisna država, pa tudi država, ki bo dosegla okoljske in podnebne cilje. Predvidena doba obratovanja naj bi bila 60 let, bo jedrska elektrarna tretje generacije z najvišjimi standardi, upravljali pa jo bodo strokovnjaki, ki so med najboljšimi na svetu. To pa smo danes poslušali od ministra Jerneja Vrtovca. A na drugi strani so tudi pomisleki. Tako domači ekologi znova opozarjajo, da je Krško na potresno nevarnem območju, naše jedrske elektrarne pa si nikakor ne želijo niti Avstrijci. Kajko Betič. Po 15 letih in 16 milijonih evrov strani Gen energije vloženih v študije je danes ideja o drugem bloku krške nuklearke majhen, a pomemben korak bližje uresničitvi. Z izdajo energetskega dovoljenja za projekt drugega bloka jedrske elektrarne Krško odpiramo torej pot za izvedbo vseh upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za samo investicijsko odločanje. Zaradi začetne faze sicer ne časovni, ne finančni okvir še nista znana. Naj bi se vrednost projekta, če bo do njega tudi dejansko prišlo, neuradno gibala okoli 5 milijard evrov. A čeprav ostaja slab priokus zaradi gradnje TEŠ6, ko je cena s prvotnih 600 milijonov narasla na 1,4 milijarde evrov. Šola, ki smo imeli s TEŠ6, je bila predraga, da bi jo ponovili. Gre za pomemben projekt, poudarja Leon Cizelj z inštituta Jožefa Štefana. So jedrske elektrarne zdaj v tem trenutku še vedno v Evropi tiste, ki prenašajo več kot polovico nizkoogljične elektrike, lahko kadarkoli, ob vsakem vremenu, v vsakem trenutku dobavljajo. Tudi Slovenija iz krške nuklearke dobi kar tretjino električne energije, a življenjska doba prvega bloka se izteka. Prav tako smo vse bližje predvidenemu zaprtju termoelektrarne Šoštanj, ki Sloveniji zagotavlja drugo tretjino električne energije. Ne smemo dopustiti tega, da bomo bili čez 20 let v neki zanki, ukleščeni, ko bomo bili odvisni od uvoza električne energije iz drugih držav. A nekatere države, med drugim tudi Avstrija in Nemčija, se jedrski energiji odpovedujejo. A se tudi alternative, ki so jih uvedli denimo v Nemčiji, niso izkazale za najbolj uspešne, pojasnjuje Cizelj. Vložili so več kot 500 milijard evrov v 20 letih v svoje obnovljive vire in po 20 letih so njihovi izpusti CO2 približno enaki, kot so bili 20 let nazaj. S 500 milijardami, pravijo, da so jedrske elektrarne drage, ampak s 500 milijardami bi pravzaprav cela Evropa imela že vso elektriko jedrsko in brezogljično. Kljub temu tudi doma ostajajo pomisleki. Največje je vprašanje varnosti, saj je nuklearka postavljena na potresno nevarnem območju. Koliko razumem vse kolege v tem 7-članskem posvetovalnem odboru, tam so tako aktivisti kot strokovnjaki, menimo, da te odločitve na koncu vseh koncev v Sloveniji ni mogoče sprejeti brez referenduma. A dejstvo je, da nuklearka za voljo referenduma ne bo nič bolj ali manj varna. Še več novic pa v pregledu.